Bravo, bravo. Dai, vamos. Per creare cali nell'esposizione
libera nos quesumus Domine, ab ontem in diebus nostris, ut oper misericordiae Tue adjuti, et a peccatum Takole je v Plečnikovi cerkvi sredi Prage zvenelo 165. Takole je v Plečnikovi cerkvi sredi Prage zvenelo 165 glasov primorskih in zamejskih pevcev. Združeni v projekt Vox Magna so stkali Takole je v Plečnikovi cerkvi sredi Prage zvenelo 165 glasov primorskih in zamejskih pevcev. Združeni v projekt Vox Magna so s petjem stkali še močnejše kulturne vezi med slovenskim in češkim narodom.
Amen.
kostelu Nejsvětějšího srdce Páně, který byl vybudován podle plánu slovinského architekta Josipa Plečníka, poděkovali dárkem. Je to oliva, která byla pečena. Ještě vám dovolte, abychom velmi dobře, že má tam dobrého přítele našeho pana prezidenta Milana Kučana. A také víme, že hry pana prezidenta mluví. Protože u slovinského moře máme taky velmi dobrý olivový olej, tak jsme si ho přivezli s sebou a jak víme, olivový olej je velmi zdravý, ho chceme věnovat. Méně se zdržoval v centru Slovinska, kde se občas pracuje moc. Tento koncert a taky panu Kozovi, panu Vostremu za olivový olej, aby byli zdraví. A zbyly nám ještě 2 láhve. Seveda v imenu vseh gostov, ki bomo prijeli to ploščo oziroma bomo. Hvala lepa. Verjetno jo bomo velikokrat poslušali, saj gotovo so v pesmi. Budeme vracet hodněkrát, protože jsou jistě na ní hudbu. Prikope na cele dni tudi v nedeljah, drugje v Brnu bo pa vse zaprto. Moram vam povedati, zelo neuvidevni do avtobusov, do turistov. Sploh, če se ustavimo, da peljemo goste v kakšno pivnico ali kam drugam na prireditev, takoj smo kaznovani in tako naprej. Tudi prej smo doživeli ta neljubi udarec, to da tako je, mi smo to pač že navajeni. A je tudi nesreč dosti? Nesreč je kar nekaj, ampak v samem mestu, ne toliko bolj na avtocestah. No, tukaj je levo Narodni muzej, zgradba dolga 100 metrov. Desno boste videli Vaclavske namesti. Poglejte širino te ulice in jutri katedralo, ki je isto široka 60 utrdi krščanstvo, tako moram reči, zato ker
krščanstvo je začel uvajati švejk, kako maršira. No, to bo jutri, ko bo dan, ko bomo zapuščali glavno mesto, lepše videli. In pač njegov grob izkopljajo, da ne bi postal kot ena božja pot. In danes se pred Rudolfinovom imenuje tisti trg, ki je bil včasih trg Rdeče armejca, to bomo jutri videli. To je ta hiša umetnikov, se imenuje danes po Janu Palahu. Tam je filozofska fakulteta, katero je on obiskoval. Hundsmann. I would say 200
Rekli ste, da so odnosi med obima državama odlični. Kako vse sodelujeta Slovenija in Češka? Danes smo se na kosilu srečali tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Trendi menjave med državama so pozitivni, torej gospodarski stiki so odlični. Imeli smo tudi čast, da smo se na kratko srečali s predsednikom Češke, gospodom Havlom, popoldne pa tudi s predsednikom vlade. To, da niso pomembni samo gospodarski stiki in politični, ampak tudi kulturni in znanstveni. In tukaj se je ponovno pokazalo, na kako neposreden način arhitekt Plečnik povezuje obe državi. No, poglejte, današnji koncert, tukaj je pravzaprav ustvarjanje neke vezi, morda še trdnejše med Češko in Slovenijo. Kako bi vi opredelili tak način sodelovanja med obima državama? Tukaj so združeni zbori Slovenskega primorja in zamejstva. Zelo dobra ideja. Vsi naši sogovorniki so poznali to prireditev. Po drugi strani pa je petje in kultura tista metoda, ki lahko na poseben način povezuje obe državi. Jaz sem tudi sam Primorec in imam zelo rad zborovsko petje in ta ideja češko-slovenskega prijateljstva, ki naj se konkretizira skozi dogodek ob božičnih praznikih, s tem koncertom je zelo dobra in prav tukaj v tej čudoviti cerkvi Plečnika želim, da bi se morda v bližnji prihodnosti češka skupina pojavila nekje v Sloveniji. Luka Koper je pokrovitelj današnjega večera tukaj le v Plečnikovi cerkvi v Pragi. Zakaj? Ja, za nas je zelo pomembno tržišče Češke republike. Mi imamo veliko poslovnih prijateljev na Češkem in mislim, da smo s tem združili poslovni zaključek leta tudi prijetno, bi rekel, z koristnim. No, danes ste se sestali z vašimi poslovnimi partnerji, gospodarstveniki tukaj le v Pragi. O čem ste se pravzaprav pogovarjali, morda o sodelovanju v prihodnje? Ja, največ je bilo govora o ceni za praktično preteklo poslovno leto, ki je bilo dokaj ugodno za nas na področju Češke republike. Napovedi za prihodnje leto so pa tudi obetavne, tako da si obetamo nadaljevanje dobrih in tradicionalnih odnosov z našimi partnerji v Češki republiki. Hvala lepa. Prosim. Praga, glavno mesto Češke republike. Mesto, ki skozi vsak najmanjši detalj pripoveduje zgodbe iz preteklosti. Lahko bi rekli, da je Praga zgodovinsko mesto. Toliko različnih slogov iz toliko različnih obdobij zgodovine si na vsakem koraku podaja roko. Nekoč med leti 1919 in 1934 je v Pragi deloval znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik. Med drugim je po njegovi zamisli nastala tudi cerkev Presvetega srca Jezusovega. In prav to cerkev si je za svoj božični koncert, darilo poslovnim partnerjem in prijateljem z Češke, izbrala vokalna skupina Vox Magna. Ker je Češka Slovenija neko mednarodno sodelovanje, tudi z našim pristaniščem Luko Koper, ogromno stikov se navezuje, sem rekla, zdaj pa novo leto je tukaj, leto 2000, Božič, pa dajmo pokloniti tem prijateljem v Pragi še kaj drugega, ne samo tistih vizitk, pa mogoče kakšne večerje. In smo skupaj z Luko in še nekaterimi poslovnimi ljudmi, ki imajo občutek za kulturo, si zamislili ta projekt, da ponudimo slovenskim poslovnim partnerjem, predvsem luškim, pa od Krke, pa Gorenja in tako naprej, to prireditev kot novoletno darilo, da jim slovenski zbori zapojejo v cerkvi slovenskega arhitekta v Pragi. Pevci, pa tudi jaz osebno smo šli z velikim veseljem sem v Prago in smo to, mislim, da tole svoje poslanstvo odpeli, čeprav nas je malo zeblo do konca, tako kot smo si zamislili.
Koncert v Pragi je bil sestavljen iz 3 sklopov: božično-sakralna glasba svetovnega slovesa, slovenska božična glasba in Veltnerjeva maša, vtkana v protokol in v samo sveto mašo. Tak projekt terja velik angažma, veliko dela, najprej pri posameznih zborih, vsak zborovodja je pač delal s svojim zborom, potem pa še te skupne vaje, ki smo jih morali pač imeti v večjih dvoranah, tudi to je bil eden od problemov in smo se kar 4-krat skupaj vsi dobili, vseh 160 pevcev in to preizkušali, poskušali, ker to maso je vendarle maso pevcev je vendarle potrebno skupaj potegniti, tako da lahko nastane nekaj kvalitetnejšega in ubranega. Jaz sem bil s koncertom zadovoljen. Tisti del, ki sem ga samo dirigiral, ker smo dirigirali vsi 3 zborovodje, je bil poln in v samem dirigiranju sem užival. Pevci so sledili, so bili tudi zbrani kljub naporom, ki so jih morali v včerajšnjem dnevu prestati in lahko rečem, da je bil to zame velik dirigentski užitek. Mislim, da je bil to enkraten glasbeni dogodek za vse pevce, tudi za zborovodje, pa tudi za poslušalce in da je bil koncert res uspešen. Jaz sem prepričan, da so te stvari nujne, potrebne in da bi jih bilo lahko mogoče še več. Vsakič, ko pride kakšen zbor, mislim, tazga velikega zbora še nisem videl v Pragi, ampak ko je prišel ta zbor, sem pravzaprav ponosen. Veste, tudi se stvari iz praške perspektive se Slovenija vidi še enkrat lepša. Vox Magna je skupina 5 različnih zborov. Pevci prihajajo z obale, Krasa in iz zamejstva. Ideja o združitvi toliko glasov je nastala pred dobrimi 2 leti in pol. Nekega poletnega dne sem pač sedel doma in ideja je kar sama od sebe prišla. Dirigiram večjim zborom, 3 od teh zborov, ki jim dirigiram, so tukaj nastopili. Poleg tega sem tudi mešani pevski zbor, maestral že vodil in dalo mi je nekako razmišljati, da bi vse te sile pevske združil in postavil en projekt, en koncert. No, in ker sem pač takoj zaznal, da bo to veliko število pevcev in da bo to velik zvok, mi je prišlo na misel ime Vox Magna. Koncert v Pragi je bil njihov prvi nastop v tujini. Vox Magno sestavljajo mešani pevski zbori Brnistra, Divača, Maestral iz Kopra, Primorsko iz Mačkovelj in lovski pevski zbor Dekani. Brnistra povezuje mlade pevke in pevce že 6. leto. Pod vodstvom zborovodje Marka Kocijančiča pojejo predvsem sakralne pesmi, slovenske ljudske in črnske duhovne pesmi. Mešani pevski zbor Divača združuje okoli 40 pevcev iz Divače, Sežane in Brkinov. Že 6. leto jih vodi zborovodja Anton Baloh. Predvsem ohranjajo stoletno tradicijo petja v teh krajih. Lovski pevski zbor Dekani deluje že od leta 1973. Gojijo slovensko lovsko in ljudsko pesem. V pripravah na koncert v Pragi so osvojili kar 14 novih pesmi. Mešani pevski zbor Maestral iz Kopra bo drugo leto praznoval 25-letnico obstoja. Združuje okrog 30 pevcev in pevk, vsi so ljubitelji zborovskega petja. Na ta projekt Vox Magna smo se prvič pripravljali že pred 2 leti, potem pa smo se odločili tudi letos, da sodelujemo, ker pevci zelo radi sodelujejo v skupnem petju z drugimi pevskimi zbori tudi. Projektu Vox Magna pa daje poseben pečat mešani pevski zbor Primorsko iz slovenske vasi Mačkovlje pri Trstu. Je eden od boljših sestavov v zamejstvu, kotira kar precej visoko, tudi kaseto in CD že ima v svoji zgodovini, tako da
mislim, da je to en zbor, ki daje pečat zamejstvu in meni osebno daje veliko zadovoljstvo, velik užitek, ne samo z tega pevskega, ampak tudi z drugega zornega kota, tega tudi, če lahko tako rečem, našega poslanstva, da skupaj gradimo ta most med zamejci in med nami, ki smo na tej strani Slovenije. 165 pevk in pevcev je ustvarilo prav posebno vzdušje v prav posebni Plečnikovi cerkvi sredi Prage. Cerkev Presvetega srca Jezusovega so po Plečnikovi zamisli začeli graditi 1928. leta. Njena zunanjost simbolizira hermelinski plašč, varoval naj bi kraljeve vinograde. Plečnikova cerkev stoji namreč na mestu, kjer so se nekoč davno raztezali kraljevi vinogradi. Posebna pa je tako zaradi njene zunanje kot notranje podobe. Je relativno nizka, ima pa visok in širok zvonik, ki jo poveča. Notranjost je velik dvoranski prostor, poln značilnih detajlov. Oltar je preprost, angela nad njim držita v rokah steklena polkroga. Stene so posute z zlatimi križi. Zanimiv je kasetiran lesen strop in še in še. Neizbrisen pečat je Jože Plečnik zapustil tudi na Hračanih, znamenitem praškem grajskem kompleksu. Tu je kot Masarikov dvorni arhitekt deloval od leta 1919 dalje. Danes pravijo, da Hračani brez Plečnika ne bi bili tako lepi kot so. Ustvaril je celo vrsto interjerjev, dvorišča, vrtove. To so stvari, ki so enkratne. Verjetno se boste tudi vprašali, čemu ravno Plečnik, če so imeli Čehi tudi svojih arhitektov veliko. Ampak šlo je za to, da je Plečnik bil splošno priznan na Češkem. Predvsem pa so Čehi tudi bili toliko pametni, da so vedeli, da tujce lahko kadarkoli odpustijo, če jim ne bo ustrezal. Vendar je Plečnik ustvaril tukaj, pravzaprav bi lahko rekel, svoje življenjsko delo, ki bo vzbujalo občudovanje vseh generacij, ki bo tudi prihajale, in danes je to veliko ime v Pragi. Tudi Vox Magna je danes že odmevno ime, še toliko bolj po koncertu v Pragi. In odmevati namerava tudi v prihodnje. Razmišljamo, da bi šli tudi v zamejstvo, ker že pred 2 leti, ko smo izvajali podoben koncert z istim imenom, smo ostali zamejstvo dolžni, kljub temu, da sodeluje en zamejski zbor pri nas v tem sestavu, nismo uspeli pridobiti prostora in cerkve, ker bi lahko izvedli božični koncert s tem imenom v zamejstvu. No in to bi morda bil eden od naslednjih korakov. Da je bil tokratni koncert v Pragi velik in pomemben dogodek, potrjuje tudi dejstvo, da je bil njegov pokrovitelj sam predsednik Češke republike Václav Havel. Sopokrovitelj pa je bil predsednik Slovenije Milan Kučan. Pa še po nečem je bil ta koncert poseben. Bil je res enkratno in neponovljivo darilo vsem prijateljem z Češke. Okrepil je že tako močne kulturne vezi med državama. In predvsem je bil darilo, ki se ga ne bo nikoli pozabilo.